Danes v Pomurskem dnevniku Igrivi park. Otvoritev hokejskega igrišča. Mura izgubila proti Graškemu Šturmu. Tradicionalni ponedeljkov sejem. Vreme jutri bo pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Že od leta 2017 vsako leto MIK Murska Sobota v sodelovanju z mestno občino Murska Sobota prireja Igrivi park. To je dogodek namenjen otrokom. Več pa v prispevku. Tudi v letošnjem poletju je MIK Murska Sobota v sodelovanju z mestno občino Murska Sobota na Trubarjevem drevoredu v mestnem parku v Murski Soboti pripravil razširjeno izvedbo Igrivega parka, aktivnosti za otroke in mladostnike. Toda današnji dan se ni začel najlepše. Zagodlo je namreč vreme. Igrivi park je en lep projekt, ki ga že od leta 2017 pripravljamo v sodelovanju z mestno občino Murska Sobota. Poteka na Trubarjevem drevoredu, kot ste že prej posneli samo lokacijo, vendar danes je vreme nekoliko slabše in smo izkoristili še prostor, ki ga imamo od soboških dnevov, še kak dan, dva mogoče. Gre pa za skupek delavnic, ki potekajo vsak dan od ponedeljka do petka med 9:30 in 12:30. Sodelujejo razna društva, organizacije, ki pripravljajo aktivnosti za mlade. Se pravi, dogodek je namenjen naključnim mimoidočim otrokom, babicam, detkom, ki imajo sedaj mogoče v tem počitniškem času tudi kako varstvo. Skratka, od ponedeljka do petka med 9:30 in 12:30. Aktivnosti se bodo torej izvajale od ponedeljka do petka vsak dan med 9:30 in 12:30 v terminu med 3. julijem in 25. avgustom. Prvi teden bodo z otroki Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, Društvo Nasmešek ter Društvo Modra luna. Projekt Igrivi park je financiran s strani mestne občine Murska Sobota. Mestna občina Murska Sobota kot tudi ustanovitelj mladinskega centra našega. Z njimi sodelujemo že pri otroškem pustovanju, potem pri družinskem pikniku, ki poteka prvo soboto v mesecu juniju vsako leto, pa pri Igrivem parku. Torej gre za financiranje teh projektov omenjenih. Katere aktivnosti pa MIK pripravlja še za otroke? Za otroke natančneje organiziramo, kot smo že povedali, Igrivi park. Potem od 17. do 19. julija bo v MIK-u potekala trodnevna delavnica digitalne umetnosti za mlade Connected 23 v sodelovanju z avstrijskimi partnerji. Potem od 31.7. do 4. avgusta poteka že tradicionalni MIK-ov poletni otroški tabor. Tukaj še vedno so prijave možne in odprte. Prijavite se prek info@mik.si. Več informacij najdete na našem Facebook profilu in pa tudi seveda na spletni strani mladinskega kluba. Za mlade bo potekalo še kar nekaj aktivnosti, ker natančneje v soboto, 8. julija, pričnemo s projektom Mikavno poletje na Grajskem dvorišču. To je pa en skupek ogromno dogodkov, ki bodo potekali vse do 18. septembra. Bomo pa v petek pripravili tudi tiskovno konferenco, na kateri bomo izdali malo več podrobnosti. Mogoče pa lahko za teaser povem samo, da v soboto pripravljamo tukaj ekipa MIK-ov Kultivator, se pravi eno kulinarično druženje in pa open air diskoteko na prostem. Bo pa tudi to prečudovito grajsko dvorišče dobilo novo preobleko, bo okrašeno. Več pa ne povemo, se pravi, da morajo gledalci priti pogledati in se pridružiti našemu dogajanju. V športno-rekreacijskem centru Tešanovci je minuli petek potekala slovesna otvoritev novega igrišča za hokej na travi. Poglejmo si, kako je bilo. Igrišče je v okviru kompleksa krajevne skupnosti Tešanovci vzhodno od nogometnega igrišča Tešanovci. Celotno obdelano igrišče z umetno travo je velikosti 65 metrov krat 47,40 metra. Za zaščito so okoli igrišča in avt igrišča postavljeni lovilna in varovalna panelna ograja s prehodom na severu. Ob igrišču so izvedli tudi predpripravo za osvetlitev igrišča in travnatno tribuno. Hokejsko igrišče bo imelo zalivalni sistem, tako da bo umetna trava ves čas igranja v najbolj idealnem stanju za igro.
Kaj pa ta pridobitev pomeni za hokejski klub Moravske Toplice, občino in tudi Hokejsko zvezo Slovenije? Tu, kjer vidite, ker je zraslo novo igrišče, je bilo včasih veliko nogometno igrišče in NK Tešanovci je kar dobro igralo na tem igrišču. Zdaj vidimo novo pridobitev, ki ni pridobitev samo za vas Tešanovci, temveč je tudi za občino, za igralce. Še trenutno kluba Moravske Toplice mislim, da bodo se preimenovali v klub Tešanovci. Igralci so navdušeni, pričakujemo velik priliv igralcev in se veselimo toga. To mi je namenjeno naše novo igrišče, ko se ga koristi, ko uživamo v igri športne in kada nas čim več. Upam, da nam v prihodnje doprineslo novih igralcev, novih gledalcev in obilo zabave ter športa vsekakor. Dobili smo drugo igrišče z umetno travo na vodni podlagi, kar nam v bistvu omogočilo organizacijo mednarodnih turnirjev, evropskih prvenstev, tako za mlajše generacije, tako tudi za hokej 5S članske selekcije in pa seveda turnirje v hokeju na travi, kakšne priprave tujih ekip, tako da si obetamo kar en temelj za nadaljni razvoj. Glavni izvajalec del je bilo podjetje FS Group s pogodbenim podizvajalcem. Gradnja zunanjega igrišča z umetno travo za hokej na travi v Tešanovcih je bila delno financirana preko Fundacije za šport v višini 20% neto investicije. Vrednost investicije je znašala torej 370 000 evrov z davkom na dodatno vrednost. Uredili so tudi okolico s parkiriščem in meteorno kanalizacijo v vrednosti 94 000 evrov z davkom na dodatno vrednost. Kako pa so pomagali pri izgradnji Občinska športna zveza in Zveza za hokej na travi Slovenije? Nacionalna panožna zveza v bistvu da soglasje oziroma opredeli pomembnost investicije za sam šport na neki nacionalni ravni, tako da da zveza dejansko eno težo in brez zveze klub dejansko ne bi mogel niti izvesti oziroma bi težko prišel do teh sredstev. Je pa vsekakor pomembna tudi podpora občine, seveda sofinanciranje, kar pa si zveza kot majhna zveza v bistvu težko sama omogoči. Ja, moram povedati to tako, ker sem sam bil tudi vodja regijske pisarne pred kratkim, zdaj sem se sicer upokojil že in sem prek regijske pisarne, tudi prek svojih poslanstev, ki jih imam na državnem nivoju, prek Fundacije za šport, še za teh strani hvala lepa vsem kolegom Fundaciji za šport, da so spoznali, da je za ta objekt, ta projekt igrišča hokej na travi potrebno v Pomurju, da lahko povabimo ljudi, otroke na igrišče in da se družimo in da se ta hokej razvija. Hokejski klub Moravske Toplice pa bo tudi letos organiziral hokejski kamp. Bo potekal morda že na novi lokaciji v Tešanovcih? Vsekakor. Zdaj, ko imamo novo igrišče, smo veseli in zelo ponosni, da ga lahko tudi koristimo. V torek začnemo z hokejskim kampom. Vsi zainteresirani se še vedno lahko prijavijo. Igrišče je dovolj veliko, da lahko gostimo ogromno otrok. Vabimo vse med 7 in 14 let, da se nam pridružijo in z nami spoznavajo čare hokejske igre. Mura se je v avstrijskem Tilmiču pomerila z graškim Šturmom, avstrijski podprvak pa je slavil s 3-0. Zmago je potrdil bivši član Mure Tomi Horvat, višje slavje Štajercev pa je z nekaj odličnimi obrambami preprečil Florian Raduha. Poglejmo si, kaj je povedal strateg Mure Dejan Grabič. Prvi polčas smo, lahko rečem, da parirali, vse kar se tiče pripravljenih priložnosti na eni in drugi strani. Šturmovci so bili, niso si pripravili veliko, so pa bili klinični in so zabili, ko je bilo treba. Mi svojega nismo, ampak kot se je tekmo odvijala, smo videli, da je to res nivo nad prvo slovensko nogometno ligo in nekaj, kamor si mi želimo priti. In smo videli, kakšna je tu razlika tekalno v dvoboji, v tempu. Čaka nas ogromno dela na igrišču in tudi pisarni. Kako pomembne so takšne tekme tudi iz tega vidika, da igralci začutijo ta nek drug ritem, ta nek drug tempo? Zelo, ker na prvi dve tekmi kakorkoli, prva je bila po veliki vročini, druga proti našemu nižjeligašu, nikako ne morete biti realna ocena tistega, kar se bo dogajalo na prvenstvenih tekmah. No, tu danes je pa bliže temu, oziroma nekaj takega, kar te izzove, kar moraš iti res prek sebe, da če hočeš to preživeti. Tako da recimo prvih 50-60 minut smo lahko z nekaj stvarmi zadovoljni,
potem pa to z menjavami in naprej je bila pa v bistvu sreča, da nismo dobili več golov. Kaj je bilo tistega pozitivnega najbolj za izpostaviti? Mogoče to, da v nekih trenutkih, da smo lahko vzpostavili neko ravnotežje in bili nevarni za gol. Po drugi strani, vsaj na začetku, da tudi tako dobremu nasprotniku nismo dovolili veliko priložnosti. Spet pozitivno, ni novih poškodb in to je to. Na današnji prvi ponedeljek v juliju je na Zvezni ulici v Murski Soboti potekal tradicionalni kramarski sejem prvi ponedeljek. Sivo in mokro vreme je tokrat zaznamovalo tradicionalni kramarski sejem v Murski Soboti. Čeprav so kramarji pogrešali gnečo ljudi, ki jih običajno sejem prvi ponedeljek privabi v mesto, je bil obisk v zgodnjih dopoldanskih urah precej dober. Današnji sejem je ponujal zopet vse, od suhe robe, medenjakov pa do zaves in oblačil, spodnjega perila, čevljev in medu. Toda nekateri na stojnicah vseeno niso bili najbolj zadovoljni. Zakaj? Mesečni sejem v Soboti je tradicionalni, ne? Vsak še prvi ponedeljek v meseci je star že verjetno nekaj desetletij. Niti ne vem točno, nešče z občine bi znam kar kakšne vire venajšo. Ampak se bogim, kada izumrl, ker pravoga mesta nam ne dajo. Mi smo zdaj tu na dva dela postavljene, ljudje so zmedeni, ne vejo, gdje ta bi koma šli. Plus toga, problem je, koma avto je postavite, na kakšen način, tako se fejs pozna, ko je fejs malo ljudi. Večina, ko so avtobusni ljudje, ko se prepeljajo z avtobusom ali pa kjer so še toliko mlajši, ko še kaj lejko koma se znajdejo. Tako meni je kar strajka, da te sejem izumrl. In kje se zdi boljša lokacija za izvedbo? Ja, saj so gučali, kad je Slovenska ulica lepo urejena, kad je namenjena za marsikakšen dogodek. Pa mislim, ko bi takšen sejem, kak je to tudi lejko bil, ker je širina je, ogromno prostora je. Mi zamažemo podov nej, kamnov, ker imamo vsi samo prodajo, ne imamo nobene kunje poleg. Bi bilo lepo, ko bi nas nekam djali na skupno mesto, ker vsakšen evropskom varaši je tržnica zelo pomembna in sejmi. Tako mislim, ko bi se mi tu malo lejko. Škoda, žal bi je, jaz že 2-3 let to delam odin, in vidim, ko bolje sejde doj, nažalost. Zanimalo pa nas je tudi, ali se varčnost pri kupcih pozna. Glejte, vsak še malo pogledne, kama da razporejo svoje peneze. Jaz ne vem, pri nas se to tako ne občuti. Naš izdelek, medenjak, dober medenjak, pa ne je drage, pa je dragocene. Ima malo večjo ceno, ima pa kvaliteto, ker pri nas se vse dela s kostanjevim medom. Tako jaz ne bi pravila, glika je spodnolo, ne da se pa primerjati 10-5 let nazaj. Smo se že navadili, ko se menje oda. Menje odamo, menjemo delali. Sedaj pa še preverimo, kakšno vreme se nam obeta v prihodnjih dneh. Danes smo imeli v naših krajih pretežno oblačen dan. V Radencih in Ukrajinskem parku Goričko smo opoldne namerili 18 stopinj Celzija, v Lendavi in v Murski Soboti pa je bilo namerjenih 19 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo dež ponehal, delno se bo razjasnilo. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in v Mariboru se bodo gibale okoli 17, podnevi pa med 26 in 27 stopinj Celzija. V sredo bo delnoma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami. Zjutraj bo na Primorskem pihala šibka burja. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale med 15 in 17, čez dan pa od 26 do 28 stopinj Celzija. Toliko za danes v Pomurskem dnevniku. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.